Dobro jutro, dober dan, prebujamo se vsak dan. Je pa prima, ki se rima, zdaj, ki ni ta huda zima. Kaj ne? Dragi moji, upam, da se imate lepo. Tlele za mano sem vam pripravil slikico iz mojega včerajšnjega izleta, iz mojega popotovanja s kanujem z mojim zelo dobrim prijateljem, našim plemenskim borcem. In moram reči, da je voda prečudovita, nivo je visok, za razliko od lanskega leta, ko je bilo pomanjkanje vode, suša in tako naprej. Sem v tem času pred enim letom že naberal jezersko meto in iskal bolj zadnje možne plavalne odprtine, torej neke luže se reče, malo večje luže, pa struge, pa tolmune. No, letos pa je vode na pretek in valjda poleg kanujanja valjda pripada tudi plavanje. Valjda. Tako da jaz to sem včeraj že naredil plavanje v Cerkniškem jezeru, mislim, da že četrtič, 1. februarja in od takrat naprej nobena voda več ni prav pretirano mrzla. Zdaj, vsak zase ve, ali boste čakali še mesec, 2, 3, da se voda segreje, ali se boste lahko v tem času 4-krat namočili, ali se boste pač 40-krat ali pa 140-krat. Nekateri grejo na slivnico, recimo 500-krat na leto. Ne? To je hrib, ki je od zadja, vidiš. Jaz tam upravim, da je naš ligan, če ga tako pogledaš kontra, je ligan, a veš, tam zadaj ima rep. Kaj ima rep, kaj ima pa glavo, vidiš, a ni? Mene je tak ligan. Dobro, okej. Kar res rabim 2 minuti, da vam rečem živjo. Hotel sem se pogovarjati o beseda morati, dajmo temu tako reči. Nekako v glavo so nam vcepili marsikaj. Ne? Zdaj, vse sort, kar so nam povedali, smo mi verjeli. Ne? Sem pazil, včasih se je pravljica začela pred davnimi časi, in končala se je in srečno sta živela do konca srečno svojih dni. No, tudi ta zadnjo je res. Uno ta prvo pa v bistvu je tudi res, pa tudi ni tudi tako zelo res, konc koncev pred davni časi niso tako zelo davni, kot si mogoče mi mislimo, ker mi smo kar verjeli vsem, kar so nam rekli. Kdo pa je znanost, ker zdaj novodobna pravljica se pa začne according to science, torej kako že kot pravi znanost, ne, kot so znanstveniki dognali. Super, nova religija, nova indoktrinacija. Mislim, A veš, v pravljicah je mnogo resnice. Tole, kar pa zdaj gledamo, da nam znanost kroji usodo, pa ni v redu. WHO je tisti, ki je rekel, da je virus grozno nevaren. Že prihajajo nove grožnje, da bo lahko se zgodi še večja pandemija. Predvidevamo, da se bo zgodila še bolj smrtonosna pandemija. Pa kot da oni nekaj vejo, kaj ne? No in ta WHO je rekel, da je virus prišel iz netoperja, pol se je mutiral, itak ne vejo nič povedati, na kakšen način so oni različne, zdaj te opcije tega virusa najdle, ne. No in zdaj oni pravijo, veš kaj, nove smernice imamo, malo WHO pa to. Zdaj pustimo COVID, ne bomo šli zdaj preveč v številke, ker so pač malo čudne, no, ampak dajmo se mičkeno malo fokusirati na to, da če bi se otroke začelo učiti o samozadovoljevanju od kako že 4. leta dalje. Ti ta ista firma, ki ne se v genocid spravlja, ne. WHO. Kdo so ti strici? Mislim, čisto generalno, kdo jih je kaj postavil? Sej, mislim, bodimo mi realni. Zdaj, to je prebujanje za ovce, da bodo pa zdaj ti ljudje, ki so sodelovali s sistemom, svojemu sistemu, rekli, stari moj, pa ne bošte mi otroke zdaj, ne, tako. Pa mislim, a veš, in zdaj ljudje kao se ne prebudijo in se nočejo prebuditi, mi pravimo, so zaspani, mislim, mnogo ljudi, verjamem, da še lahko spi v nekem polsnu,
v trdi komi pa ne more spati taka količina ljudi, ne. In ta trda koma ni toliko koma, ampak je bolj koča strica Toma, kjer je v bistvu se dogaja pizderija od zadaj, njihovi plani dogajajo, ne morejo oni se prebuditi v to, ker so oni sovražniki, se zastopimo. No, so kolaboratorji sistema, sistem brez ljudi ne obstaja. Eni ljudje smo rekli, sistem nam je nevaren, izstopimo ven, ne pa združimo se, izstopimo ven. Ne rabiš nikogar ne tepst, ne bežat, ne nič. Rečeš nočem, hvala lepa, ne bom. Mislim, seveda se boš zaletel v milijon težav in problemov, ampak boš mogel tle pokazati to svojo izgrajeno osebno, duhovno osebnost. Zdaj pa moraš meditirati. Ja, stari, sem ti moraš imeti tudi močan meč, da braniš svoj mir in svojo odločitev, svojo željo notranjo, kaj hočeš, kaj znaš, kaj želiš. Mislim, jaz svoje delo, ki ga razumem kot delo in poslanstvo, dogajam 24/7. Jaz se ne sprašujem, komu pišem message 20 minut, pa komu sam na kratko odgovorim. Ne morem vsem vsega. Ampak jaz sem v procesu delovanja čist skozi, tudi ko jaz kanojaram, meni po glavi grejo stvari težke, hude, močne, spoznanja delim z vami in mislim, da še za koga opravim delo. Z veseljem, največjim veseljem, ampak hočem reči, to je meni v veselje. Ne? Nič ni tu morati. In morati je ena izmed, za moje pojme, ena izmed, no, najhujših urokov, a veš, abrakadabra, pa, tle je beseda morati. Moraš v službo, moraš vstati, moraš imeti familijo, moraš imeti to gnarja, moraš imeti tak avto, moraš imeti pri toliko letih to in to. Moraš. In večno smo mi ubogali in morali. In smo nevede, skozi ta magic spell, skozi ta čarobni urok, mi tudi pomagali sodelovati sistemu, da je deloval. Vendar ta sistem je želel z genocidom ubiti vse. In nas, ki smo v bistvu črne ovce, teoretiki zarote, smo teli vsem pomagati, ker to imamo not. Eni drugi pa nam nočejo pomagati, ampak nam hočejo slabo, zato ker oni so kontra temu, kar smo mi. But that's it. In kot kaže, nimamo istega lorda. Lord of the Rings. Pa spet je narobe, saj nobenega ne rabimo, samo priklopiti se moramo na zavest in je stvar rešena, ampak na zavest se lahko priklopiš, kadar si iskren, ne moreš biti v dreku, kadar greš gor. Gor greš, kadar dreka ni, kadar negativnost odvržeš. Ne želiš na slabe misli, ne želiš nič slabega, nikoli, nikomor. Nameni so dobri in tako. Pa še stvari. Ne mogu vse odjedno. Moramo se zavedati, kako deluje naš sovražnik. Bom tako širše povzel. Ker beseda narcizem je resnično v mojem svetu razmišljanja razložila marsikaj. Kadar sem jaz ljudi definiral, tudi z negativnim predznakom, ne samo z dobrim, jaz sem zmeril vse samo z dobrim predznakom. Ker sem pa začel ljudem, veš, raznim situacijam pa tako reči, čakaj, on je dober, ok, čakaj, sem tako malo za razmisliti, kaj pa če mogoče ni dober? Kaj pa pol? Se dogodki imajo pol kakšen smisel ali imajo kakšno razumevanje? No, tam se je meni odprl nov svet. In zelo pomembno je, da vemo, kaj pomeni igralska sposobnost negativne igre, pravzaprav z eno besedo sovraštva. Mi smo bili za ljubezen, oni pa za sovraštvo. Pa kaj ni to noro? Oni so bili glih kontra nam ves čas. In to so žal lastnosti ljudi, ki živijo med nami. A ne? In mi jih moramo prepoznati in v bistvu vse, kar je, ne dati.
reakcije in to je izstop iz sistema. Sistem poznaš, kako deluje in se umakneš in ne daš mu nič energije, oziroma kolikor se da, nič. Ne? Po drugi strani pa najdeš sebe, najdeš ti v tem svoj mer. Ti se preklopiš na ver, ti se preklopiš na frekvenco razumevanja tega, kaj tam gor je. Ker tam gor je že vse. Mi moramo biti pozorni na znake, na sporočila, na sanje, na številke, na situacije, na pogled. Vi imate teh situacij v enem dnevu 100 milijard. Lahko vidiš jih sem 5. Lahko ti je fokus cel dan, kako bom eno prevrnil, kako bo piknik, ampak so te primitivne scene, kako bom prišel do karto kupiti za fuzbal tekmo na Ligi prvakov. Mislim, imaš ta fokus, pol je bolj švoh. Oški švoh dubu. Eno krasno sem dubu. Ko bi vedeli, da sem hotel od nas čez nekaj drugega vam povedati, ampak okej. Super, kako se lepo zapletejo stvari. Prav, bom pa s te strani. Zakaj? Namreč moram vam povedati, da sem se danes že 2-krat odločil snemati in 2-krat se zgodila prekinitev. In mičkan me je minilo vse skupaj. Tematiko sem o religijah pa o teh stvareh. Vse nekaj sem nastavljal, ampak okej. Bomo šli tja noter, kjer je prav, da gremo. Pravzaprav je to edina naša pot in smer in to, kar imamo. Pazi, zrak nas premika, valjda nas premika. Ogenj nas transformira, voda nas izostri, zemlja nas zdravi in predpisana nam je uporaba narave. Tako kot greš k doktorju, pa ti predpiše nekaj. Nam je predpisana uporaba narave. Mislim, in ena taka dogodivščina od zadaj je nekaj, kar je meni dalo včeraj en velik dogodek. Tako v mislih pol, kar cel dan je bil poln vsega in tam, da ne govorim vas ta čas. Mislim, da 5 ur. In moramo preživljati čas tam. Tam so ptice, tam so žabe, tam je džumbus tak, da ko priješ ti s kanujem, kaj v noloči ali pa na obalo, to je, in ti sediš in gledaš in tam je dogodivščin milijon, tam gor kroka, štorkla, žabe, to stara žaba se oglasi, tam race, ponirke, ribe, mislim, ono džumbus, da ne govorim o komarjih pa o nekih frfetulčkih, so vse. Mi moramo v naravi preživeti svoj čas. Dobro, pa mogoče pa se le dotaknem. Nam so dali v glavo VHO, tle sem govoril, ne? VHO je zdaj stisnil pač to direktivo. Kdo mislite, da je dovolil, da ta ali pa dal to informacijo ven? Zlobneži, torej temne sile, torej kabala, ki je do zdaj vodila vse te stvari, ali je mogoče to novico lansirala skupina belih. In zdaj mi, ker smo se že naučili dati predpostavko A pa predpostavko B, dajmo probati tako razmišljati. Da temačni si sicer močno želijo pandemije in močno si želijo, da bi se ljudi narobe vzgajalo in narobe naučilo do fundamenta. Ob fundamentu, torej v najbolj občutljivi dobi ga je treba to dete nafilati s cepivi, takoj zatem pa ga probati malo naučiti spolnosti, zato da bodo pedofili, ki nočejo se imenovati pedofili, ampak starejši, ki ljubijo mlajše, ne, ki imajo radi mlajše, ne, tako nekako so se zaželeli imenovati, oni so občutljiva skupina, o njih ne smeš nič grdo reči, LGBTQ+. Težke so zadeve in to vrstni sprijeni umi rinejo v indoktrinacijski proces, tudi v šolstvu je, tudi že smo spoznali. Ne? In zdaj
v tem času zdaj beli probajo prebuditi čim več zaspanih. Zdaj vse stvari bodo prišle ven. Tako močno zelo, da nekateri, kot sem rekel, se ne bodo zbudili, ker sodelujejo s sistemom in ne, mogoče, ko bodo ugotovili, da je njihov sistem dokončno popušil, da takrat bodo rekli, ok, ne, recimo mogoče takrat, mogoče. Ampak v tem času je zdaj verjetnost, da so to informacijo o tem izobraževanje, najprej samo zadovoljevanje je zdaj največji problem v tej družbi, ki je cela štala, ne, mislim, moglo bi bilo to jasno biti, ne. Ampak ne, zdaj, valjda so beli lansirali zato, da se ljudi prebudi in prisili ven, da, norost bi šla ven, če bi gonili temačni. Ne? Ampak mi vemo, da je vse v redu, da je vse pod kontrolo, da se stvari hudo rapidno dogajajo od zadaj v naši smeri. Pa ena izmed stvari je, da morajo banke poplačati ameriški javni dolg, mora biti poplačan do 31. maja, to je zdaj čez 6-7 dni. In če ne, je kolaps 2008 en plunk v morje, kar prihaja zdaj, ker v bistvu je jasno že, ne. In zdaj tle v tem momentu se lahko zgodi lahko se zgodi velik preplah ali pa velik preobrat ali pa ena velika razglasitev nečesa novejšega, kar seveda absolutno že funkcionira v ozadju. In marsikateri banker bi vam lahko potrdil, da na njihovi banki nekaj se, ali so frej, ali neki so prišli strici, nekaj se je zamenjalo, eni zdaj vejo, eni ne vejo, skratka nekaj je in prav je tako in vse je ok. Skratka, mnogo smo rekli, da moramo biti pozorni na to, kakšno število ljudi pa je, ki ta sistem držijo pri življenju in ga zagovarjajo. Zdaj, kako zelo malo nas je, ki trdimo na vseh nivojah, stay away, stran od tega, ta stvar, v katero smo se rodili, ta zajčnik, ta sistem, prepričan, belief system je to bil, nam urinjen v betino in našim staršem in našim starim staršem. Vmes pa eno tono indoktrinacije. Vse to je kontra nam. In mi moramo tomu vse upret se ne moreš, ker je to velik zalogaj, da lahko sem vojska reši. In to žabja vojska, evo, sem novo flašal v kader. In sem ta segment lahko rešuje. Mi pa se moramo čuvati, kaj? Da je naš šmer tako kot ta gladina od zadaj. To je naš šmer. In ne smemo dovoliti, da ta drekač dela valove. Ne? Mislim, kadar so pa valovi od drekača, da pa zdaj ne pizdimo na njega, pa rečemo, no, se boš zmatral tudi ti. Pa sej so že zdaj zmatrani. Tudi dobesedno. No, jaz sem hotel reči, pripeljati sem hotel do te točke, da vam stisnem tukaj, sem vam pripravil, valjda. Kako sem že rekel, da mi nastisnem tipko v? Ali pa mogoče. Aha, narobe. Sorry. Pa sorry. Evo takole. Ljudje, ki profitirajo od tega, da ste bolni, vas ne želijo pozdraviti. WHO je milijardne posle obrnil. Brez WHO-ja ne bi bilo tako dobrih dobičkov, kot so si jih razdelili mnogi ljudje. Ne samo korporacije, mnogi ljudje so rekli, veš, mislim, zdaj, jaz nisem sicer te sorte, da bi neke reklame delal v mojih videoposnetkih, ne, ampak lahko pa bi se šel EPP, ne, in veš, če imaš ti mrežo, pa imaš EPP, pa nekaj poveš, pol, za to dobiš denar, ne. Torej nisem televizija, koliko stricov pa je bilo na kamerah, ajoj. Zdaj ta ista ustanova pravi, otroke je treba masturbirati čim prej. Banda, pokvarjeno. Kaka bolezen je to. Ne, to ni bolezen, to je devil, to je druga stran. To je stran, ki je proti nam, nič drugače. Narcis laže,
zaradi tega, ker laž je njegov jezik. In skoraj bi lahko kar tako rekli, ja. In on je zelo dober, kadar uporablja fake emotions, torej lažne emocije in half turns to make the lies appear true. Polovične resnice da od sebe narcis, zato da njegove laži izgledajo resnica. Ampak, kadar se pa mi enkrat naučimo tega jezika, takrat pa mi ne verjamemo njemu nič več. In naše zavedanje je že prišlo tako daleč, da valjda ne verjamemo nikomur več, amanjente. In to je prav, prvi korak je prav, ničemur ne verjemi. Mislim, ne da je zemlja okrogla, ne da je ravna, tako kot si glih kar prebral, ker si prebral lahko nekaj napačnega in tudi tretja in tudi šesta opcija mogoče še ni prav, ampak boš pa pika sestavil iz dovolj vsebin, pa boš rekel, da se v bistvu res, mislim, kva pa. Ampak ok, to je ena, bom rekel, mi ne verjamemo ničemur več, nikomu, še najmanj pa medijem konvencionalnim in še najmanj temu, kar razlagajo sistemske inštitucije, kaj ne? Ampak otroke bomo še vedno peljali v šolo, ali jim dovolili iti, ali kako. Ne vem, ki bomo postavili svoje meje. Ker narcisi bodo strani satana, kot so delavci sistema, izpljunjeni, tako kot bi bili mi pobiti, enako. Se bom v nekem momentu bo treba nagruntati nekaj. In evo, narcis projecira lastni karakterski deficit, ne deficit, defekt, pač slabost osebnosti, ne karakter, na svoje žrtve. In to naredi tako, da žrtev obtoži točno tistih stvari, ki jih ima sam v sebi, ampak sam pri sebi jih zanika. Ne? A veš, mislim, on ima slabost, to slabost pravi, da jo imaš ti in ko mu rečeš, pa stari, ti jo imaš tudi, on reče, ne pa ne. Najbrž je marsikomu to precej poznano. Žal, ampak to je nespremenljivo. Tole je en tak močan zapis, ki sem ga shranil, zmemoriral. Je bil kar močan zalogaj, ampak se opravičujem, lastnosti so iste, leti to. Narcis te zlomi v kose in te obtožuje stvari, ki jih nisi nikoli naredil in te uniči na tak način, da širi laži, ki so točno direktno nasprotno temu, kar si. Narcistični ljudje so vodeni strani samega hudiča in so izključno uničevalci. Razmislite malo sami. Oni so tudi uničevalci, ampak uničevalci življenj, dobre vole, čustv, uničenja psihe. Oni so hudi igralci. Ne? Je par stvari, kjer recimo boste tudi mogoče zaznali, evo, kje narcis postane jezen na vas. Kdaj vas narcis ne mara? Opazujte ljudi okrog sebe, kdaj jim ni good. Kadar ste vi veseli, kadar dosegate neke cilje, kadar ste zaradi nekih dosežkov navdušeni, kadar imate vi en talent, takrat vas narcis ne mara. Pa razumite mene, da mene ne marajo. Pa morate razumeti, da jaz res ne. In zdaj ne moreš ti pred njim biti happy. Ali pa si pa opaziš, da njemu to res ni happy. Ali pa mu je happy in prepoznaš, kako zelo slabo je zaigral, da je happy. Ne? Jaz sem detektor laserski. Jaz vsega ne morem povedati, kar vidim, razumem, spregledam. Ne? Pri ljudeh, v situacijah in tako. In želim, da bi vsak od vas bil tako zelo močno pozoren, ker mnogo smisla je v tem. Res, kdor želi. Ne? Če njih ne postaviš v center pozornosti, postanejo tudi kar besni, ne? Ni jim to v redu. In kadar daš pozornost nekomu drugmu, ne pa njemu, moraš narcisu skozi dajati pozornost, kakršnokoli povezavo, prijateljsko, službeno, tudi če greš samo v naravo, narcis je kar na naravo ljubosumen. Zakaj ni on na prvem mestu? Ne? Zakaj imaš ti v naravo?
In sem zato, ker ti piješ od mene. Mango pen. Giving criticism tako ne sprejemajo oni, čim mu poveš, da bi lahko tlele bila malo napakca, bi se dalo malo popraviti, on je že takoj v obrambni poziciji, kaj ti meni razlagal, ne? Kadar se pravi kriticizma, oni kritike ne sprejmejo, tudi kadar je konstruktivna, ne? Ni vsaka kritika negativna, tako mislim, vam iz prve kože povem, da imam več pozitivne kot negativne kritike, tako da je vse super. Asserting a standard or boundaries, čim pa ti postaviš dvigneš standarde in postaviš malo meje, tam se mu dvigne dekel in pritisk. No in tudi, kadar objavljaš kaj tacga, ali pa če govoriš o čem takem, je njemu blazno neugodno, zato ker oni se zavedajo, kdo so, ne? Oni vejo, kaj počnejo in zdaj, da jih mi prepoznavamo, pa njim ni dobro. In jaz pravim vse dobro vsem, vse odpuščeno sem nehaj to delati. Zdaj pa, zakaj on ne neha tega delati, tle pa se mi še vedno riše vprašanje. Čeprav neki odgovori so že, so kar malo globoki, ne. V bistvu, da smo mi avatarji, pa imamo lorda svetlega, pa lorda temnega. In zdaj, toliko in toliko duš na zemlji služi lordu temnemu, toliko in toliko duš pa služimo svetlemu. Ne, zdaj pa, to je recimo ena taka najbolj plastična, no, sej pa, kada bi bila res. Pa to sem zdaj na rikvrc, nisem tega rekel, da ne trdim ničesar. Vse dokler smo pa tiho in sklonimo glavo, delamo tisto, kar nam pravijo, tem manj nas cenijo. To je, mislim, malo razmislite, ne klon, ne? Kar na glas povedati. Kar je prav, kar ni prav, ni prav. 1 na 1, patriotsko. Vse bodo razumeli, ne bodo, oni vse razumejo. Oni sam hočejo živc dvigati, tako kot do zdaj, tako kot zmeri in ne jim tega dati. Ne, izstopaš ven iz te igre. Sam ti nisi vedel, da si v igri, oni pa vejo, da igrajo igro, a se zastopimo. Zato lahko trdim, da se ljudje delajo neumnega. Mnogo preveč njih. Poglej zdaj, to je tudi George Orwell je bil hud možakar. Je marsikaj predvidel in napisal, noč pa se je bilo vse videti. Ljudje, ki glasujejo na volitvah za lažnivce, lopove, prevarante in kriminalce, ki pol, ko pridejo na oblast, ukradejo in uničijo državo, tako kot nacis, ne? Niso ljudje zdaj pa naenkrat žrtve. Ljudje so njihovi pripadniki, sodelavci. Režimski sodelavci. Mislim, Janez sam nima moči. Volilno moč pa ima. To pa ja. In evo, zdaj so ljudje žrtve. Niso, oni so sodelavci, oni so, mislim, evo, kaj je rekel, so učastnici. Zdaj si pa vi prevajate sami. Lagali so, to sem pa že prej nekaj nakazal, lagali so starim staršem, ki so se pol zlagali naprej starši, starim staršem, stari starši, s tvojim staršem in to pomeni, da so vaši starši lagali vam in če se ne boste zbudili, boste nadaljevali svojo laž tudi svojim otrokom. Tako da vse, kar je bilo prisotno, je bilo laž. In mi moramo vse to zradirati, mi moramo se zavedati, kako gromozanska je laž in izstopati ven. Ne moramo verjeti ne religijam, ne spiritualnim gurujem, ki so bili pa drugačna, polresnična, segmentalna zavarancija. A veš, ki iz resnice vzameš segment, pa človeka naučiš samo tega segmenta. In to so bile recimo to strašno obdelovanje joge, strašno obdelovanje čakr, strašno obdelovanje enih in bom rekel drugih tehnik, ampak Kekec se ni boril s tehnikami in tudi George Orwell ni hodil na terapije za mirnejše življenje pa zviševanje potencijala. Se zastopimo. Ljudje, nisem duhovna zrelost ali pa rast, ni nobena bav tehnika, ampak je zdrav zdrav duh v zdravem telesu in široko razmišljanje, visoka mera pozornosti. Sploh nima veze, kako je, veš,
ni merilo izobrazba, ni zdaj visoko izobražen, bolj bližje osebni ali pa duhovni rasti ali pa moči ali kakorkoli. Sploh nima veze nobena izobrazba. Kekec ni bil univerzitetno izobražen, pa je vse te stvari razumel. Sej valjda vemo, kakšen kekec. Tako, 29 minut, ne odprem še eno temo, ali ne bom jo, ne. Mogoče so še bolj izobraženi, je prav, da končam, imajo še celo večje delo, ker oni težko zdaj zavrnejo, mislim, so delavci sistema, pač toliko so se izobrazili, da so v sistemu zelo dobro zaželjeni in ne gledajo čez planke, obdelujejo v svoji smeri. Tako, ok. Če je današnja beseda morati, dajte si zapomniti, malo kontemplirajte o tem, kaj vse v življenju ste slišali, da morate, pa če bi živeli kot ptičica, želeli živeti kot kekec, mar ste res to morali? Ne. Malo se vprašajte, kaj ste radi počeli, pa kaj ste radi sanjali, kaj ste bili mulci, vam so bili všeč, ne vem. Malo razmislite, te stvari, kaj ste si želeli, pa koliko tega se dejansko uresničilo. Na željah, na strasteh, želje so spet narobe, na magnetih, tisto, kar vas privlači, tisto, kar delate radi, tisto, kar ste dobili veščin v življenju in tisto, kaj ste talentirani, obdarjeni, vsi smo zdarovi prišli dol. In na teh stvarih moramo mi delati. Ne na tem, kar so nam rekli, da moramo se izobraziti, pa moramo dobiti službo tako dobro v javni upravi. To je bilo tudi meni navodilo. Ali policija, ali pa zdravstvo, kepec. Jaz sem hotel biti pa električ ali pa kuhar. Ne? Oboje bi bil rajši kot to, kot the best. Vse je super, očitno sem to mogel. Vse je ok. In neke veščine imamo in tam pogledajte tudi vi sami. Predvsem pa še malo pokontemplirajte, kaj vse morate. Jaz pravim, da moramo v naravo, jaz pravim, da moramo v mir, v kontemplacijo, v stvari, ki jih radi počnemo in njih početi še več, ker potem smo še bolj srečni. Če pa ste slučajno utrujeni, pa se vam zdi, da nimate neke pretirane energije za nič, pa se pa tudi nič ne sekerite. Smo v veliki proceduri energetski, premikamo se v višjo zavest, mnogo nas, in tisti, ki se prepuščamo temu toku, že vemo, koliko je tle smisla še več miru uložiti in se še bolj povezati s tem, kaj je naravno, kaj je prav. Pač farmacija ni prav, pa instant hrana ni prav, pa napačne pijače niso prav. Ne vem, vsak mora pri sebi. Jaz zase vem in vem, da mnogo izmed vas že ve, kaj ja, kaj ne. Ne padite na manipulativne fore okolice, ki vas proba. Pri vsaki stvari se vprašajte, kaj bi pa kekec, če bi dobil to neko informacijo. Ne si bo o prehrani, o pijači, o delovanju, smernic je mnogo. Tudi jaz vam dam kakšno smernico, ne vem, nisem pa rekel nič o tem. Pa tudi duhovnost nas ni nikoli opozarjala o en kup stvareh, na katere ste kao zdaj opozorjeni. Zavedajte se, da so nam zbrisali Tartare, civilizacijo, ki ni prav dolg nazaj, še obstajala. Zapomnite si tudi, da so oni nam pobrali vso tehnologijo, ne nam, pobrali so jo Tartarom in jo pokradli od zvonov do Wi-Fi-ja, do optike, do računalnikov, do telefonov. Vse to so že bile tehnologije, ki jo je ta kabala pokradla in nam jo zdaj nametava na nek svoj primitiven, strupen način in tako. Zavedajte se, da so mnogo truda vložili, da bi vse te informacije prikrili in tudi to z nekim gromozansko velikim namenom, ker če bi vedeli, kaj je bilo še pred kratkim, ne bi dovolili, da se zdaj z nas tako norca delajo. Ne? Mnogo znanja so uničili, skrili in tako, ampak
zdaj prihajajo, hvala Bogu, stvari ven in vse je v redu, vse je ok, in kabala je tista, ki mora umreti, in kabala je širila narcizem, vzgajala nas je narcise, vsi smo se rodili v zajčnik indoktrinacije z religijo in znanstveniki in duhovnostjo, vse to so bile prevare. In vsi imamo možnost se obrniti, spreobrniti, prepoznati, prebuditi, tisti, ki pač imamo iskro, zavedamo se, da na svetu mnogo klonov, ko so oni nekako normalizirali nenormalno, ne? Demoralizirali moralno, tako da so bili močno, veliko truda so vlagali v to, da nas naredijo bedake, sprijene, mnogo tega jim je uspelo, lahko vidimo, kako je civilizacija šla v maloro. Mislim, odpira se, ne? Saj verjetno je pa že dlje časa tako, no? Bomo videli, čas nam bo pokazal. Vsekakor želim vam mnogo miru, morate biti v miru, od tam naprej se pa lahko začnejo dogajati tudi čudeži. Ampak brez miru se čudeži ne začnejo dogajati, to vam pa garantiram. Tudi naloga je valjda, da se naučite te stvari malo vzdrževati. Bote prečudovito, že nakladam. Ajde, čao.